Hej, moje ime je Jan in danes bomo pogledali, kako odstraniti dvojnike. Seznami so ponavadi huda reč, dolgi so in nepregledni in velikokrat se nam lahko zgodi, da so zapisi podvojeni. To pa je nov smrtni greh pri organiziranju podatkov. Podvojeni podatki nam lahko namreč izjemno pokvarijo analize. Pa si oglejmo kar tale naš seznam na delovnem listu dvojniki, kjer imamo nekaj dvojnikov. Zdaj, kje ti dvojniki so, ne bomo jih šli iskat ročno, ker to nima smisla. Excel ima za to vgrajeno funkcionalnost. Postavimo se kjerkoli v temle našem seznamu, gremo na zavihek podatki in v skupini podatkovna orodja imamo orodje odstrani dvojnike. Nanj kliknemo, prikaže se nam izbor, kjer Excel misli, da se ta naš seznam nahaja, zgleda v redu, in pa pogovorno okno, ki nas sprašuje, katere stolpce naj gleda, ko izbira, kaj je dvojnik. Izbrani vsi stolpci pomenijo, da je nekje neka vrstica, ki je popolnoma enaka neki drugi. Recimo, nekje se nahaja še kakšen Ivan Novak na ulici 19 iz Hrastnika s poštno številko 1430. Ko kliknemo v redu, se nam prikaže pogovorno okno, ki nam pove, koliko podvojenih vrednosti smo imeli. Zdaj, preden kliknemo v redu, si oglejmo, koliko smo jih imeli vsakič. To je zelo rado kakšno vprašanje v testu pri kakšni poslovni informatiki, tako da ne prehitro klikniti. To je mogoče odgovor, ki ga iščete. Namreč, ko kliknemo v redu, so vrednosti prečiščene in nikjer ne moremo več izvedeti, koliko dvojnikov smo počistili. Zdaj, takšen seznam je ok in vse je šlo tako, kot bi moralo, vendar vsakeč, ko imamo nek dolg seznam, ga je zelo pametno oblikovati kot tabelo. Dajmo se torej postaviti na zavihek dvojniki tabela, nekje v temle seznamu, in ker smo že Excel napredni in ne Excel osnovni, dajmo oblikovati to z bližnjico za tabele. Kliknimo na gumb Ctrl in pa tipko T. Potrdimo, da ima tabela glave, res se nahaja tukaj in v redu. Zdaj, zakaj je to koristno? To je koristno iz tega razloga, ker ko imamo podatke oblikovane kot tabelo, ti ostanejo zagotovo kot celota. Včasih so podatki malo čudno oblikovani. Vmes imamo lahko kakšno prazno vrstico ali pa prazen stolpec, ki pa ni kul, namreč, ko bi potem šli odstranjevati dvojnike, bi mogoče odstranil samo dvojnike na določenem delu našega seznama. Če pa cel seznam oblikujemo kot tabelo, pa se nam to ne more zgoditi. Pa še en bonus imamo, namreč, če se postavimo nekje v tabeli in gremo pod načrt, kjer imamo orodja za tabele, imamo v skupini orodja en handy gumb, in sicer odstrani dvojnike. In enako kot prej, se nam ob kliku na gumb prikaže pogovorno okno, kjer bomo izbrali v redu. Spet vidimo, da so bile 3 podvojene vrednosti, kliknemo v redu. Zdaj pa se postavimo na delovni list dvojniki ID in bomo tudi tale seznam oblikovali z orodjem imenovanim tabela. Ctrl T in potrdimo z v redu. Zdaj, kako se ti dve tabeli med seboj razlikujeta, je v stolpcu ID. Tukaj pa pride na vrsti označevanje, kaj želimo gledati, ko odstranjujemo dvojnike. Namreč v večini sistemov, kjer se podatki vnašajo, se avtomatsko generirajo tudi neke ID številke. Recimo, jaz vnašam naše stranke, imam nek seznam in jih vnašam ročno v računalnik. Potem pa se moja sodelavka Grohilda prav tako odloči vnesti nekaj podatkov. In vnesla je že nekaj zapisov, ki sem jih vnesel jaz. Vsakič, ko pa jaz vnesem zapis, pa se novemu zapisu doda unikatna ID številka. Zdaj, če želite več zvedeti o ID-jih in zakaj jih uporabljamo, si oglejte zgornji video o podatkovni zbirki. Point pa je, da če jaz vnesem Jožefa, bo ta imel ID 1002. Če pa na to Grohilda spet vnese Jožefa, bo ta imel ID 1002. Tako da bomo imeli 2 Jožefa, ista Jožefa, le da bosta imela različno ID številko. Torej, če grem zdaj odstraniti dvojnike in pustim čisto vse stolpce odkljukane in dam v redu, bomo dobili, da ni podvojenih vrednosti. Zato moramo Excelu povedati, da naj gleda vse razen ID-ja. Torej, če je v tabeli kakšen zapis, kjer je ime, priimek, naslov, mesto in poštna številka enak drugemu zapisu, potem je to dvojnik. ID stolpec pa naj spregleda. Tako gremo pod načrt, orodja, odstrani dvojnike in bomo stolpec ID torej odkljukali. Potrdimo z v redu
in spet dobimo, da je podvojenih vrednosti bilo 3. Tako to je bilo za danes vse, upam, da ste uživali v videu. Če ste mu, dajte prosim thumbs up, ne pozabite pa se naročiti na kanal in spremljati tudi mojo Facebook stran Office tečaji.